turkizno modra ptica. Udobno se namesti, nato pa mirno in zbrano prisluhnite zgodbi o pustolovskem fantu Tomu. Tako zelo rad je raziskoval nove kraje, da ni vedno pazil, kaj dela. K sreči je bil ob njem zelo lep angel in mu pomagal. Nekega jutra je bil Tom ves na trnih od navdušenja. Z očetom znanstvenikom je odhajal na pravo odpravo v džunglo. Njegov oče je iskal redkega škrlatnega metulja s krili, velikimi kot dlan. Pot ga je vodila po vsem svetu, tokrat pa je prvič privolil, da gre Tom zraven. Ko so se pripravljali na odhod, mu je oče naročil nekaj pomembnega. Vedno se drži steze, pa boš varen. Zakaj? Je vprašal Tom. Ker so povsod kače, je rekel oče. In kačji ugriz je lahko zelo nevaren. A Tom v resnici ni poslušal, ker je nad njim iz drevesa na drevo skakala opica. Še nikoli ni nobene videl tako od blizu. Vse jutro sta z očetom hodila po stezi in iskala redkega škrlatnega metulja. Na drevesnih deblih sta videla sedeti hrošče, velike kot bunke na vratih, in lahko sta opazovala z vej viseti kuščarje, ki so se lesketali kot dragulji. Vendar metuljev nista srečala. Sonce je pripekalo nad njima, vzkliki in brenčanje džungle pa so bili glasni kot vrvež prometnega zastoja. Tomov oče je izginil za ovinkom. Tom pa je v istem hipu zagledal škrlatnega metulja odfrfotati v visoko travo ob stezi. Brez razmišljanja je vzel mrežo in stekel za njim. Zatem se je vse zgodilo kot v sanjah. Ko je Tom slišal, da ga kliče oče, je tik mimo njegovega obraza priletela ptica turkizno modre barve. Bila je tako blizu, da je Tom začutil, kako mu je s krili oplazila lica. Nenadoma je obstal kot vkopan. Spomnil se je, kaj mu je oče rekel o zapuščanju steze. In potem je zagledal kačo. Bil je smrtonosen rumeni gad s črnimi lisami. Drsel je po travi v smeri, kamor je pravkar hotel stopiti Tom. Tom je skočil nazaj na stezo. Ptica turkizno modre barve ga je opazovala z veje. Bledo sivih oči se je zamišljeno zazrla vanj. Njene oči niso bile nič kaj podobne ptičjim. Obdajala jih je nenavadna mirnost. Potem se je ptica spustila navzdol, zakrožila Tomu nad glavo
in izginila med drevesi. Tom je stekel za očetom, nikoli mu ni povedal, kaj se je zgodilo. A vsakič, ko je pomislil na oči ptice in njen dotik s krili, je vedel, da ga je pred kačo rešil njegov angel, varuh. Afirmacije. Odrasli imajo več izkušenj od tebe, zato se lahko učiš in osebnostno rasteš tako, da prisluhneš njihovemu nasvetu. Prepustiti se navdušenju je zabavno, a poslušati moraš svoj notranji glas. Za varnost poskrbiš tako, da vedno natančno slediš navodilom.